dan, dobrodošli v podcastu Moč politike. Danes gostimo Jelka Kacina, ministra za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi. Gospod Kacin je danes predsednik koordinacijskega odbora za državne poslove, v času tretje vlade Janeza Janše pa je bil uradni govorec o epidemiji covida. Predtem se ga spomnim kot dolgoletnega člana stranke LDS, pa obrambnega ministra v 90-ih. 2 mandata bil evropski poslanec, pa tudi veleposlanik pri Zvezi NATO. Dober dan, gospod Kacin. Dober dan. Začniva pri praznovanju osamosvojitve nedavnem. Janez Janša ob izvolitvi svoje 4. vlade izjavil: lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti kot demokratizirati. Se strinjate z njim? On ima bogate politične izkušnje in če kdo lahko verodostojno da oceno, je to on. Seveda so ocene oziroma izkušnje in ocene vsakogar od nas individualne, ampak če vam ilustriram, da smo od prvih demokratičnih volitev pa prek plebiscita do razglasitve samostojnosti, obrambe razglašene države in potem mednarodnega priznanja porabili recimo 2 leti, je to relativno kratek čas. Demokratizacija pa traja. Zveza komunistov na čelu s svojimi ključnimi ljudmi bo trdila, da je demokratizirala Slovenijo znotraj Jugoslavije od leta 1945 naprej. Pa nismo prišli do demokracije. Demokracija se je zgodila šele v tistem trenutku, ko se je njihovo volilno telo začelo seliti k drugim strankam, ko je Zveza komunistov izčrpala čist ves svoj potencial in je že sama začela govoriti o sestopanju z oblasti, samo zato, da z oblasti ne bi bilo treba sestopiti. Ja, seveda, desetletja. Demokracija je proces, ki zahteva svoj čas, zahteva nove generacije, zahteva nove prakse. Koliko pa je za demokratizacijo Slovenije naredil gospod Janša v preteklih svojih 3 vladah? Skupaj je do zdaj vladal, rečemo, približno 7 let, ne? Glejte, ta proces demokratizacije z Janšo se vleče, da ne bom pretiraval, ampak skoraj 40 let. Tudi pred prvimi demokratičnimi volitvami se je Zveza komunistov Slovenije ukvarjala z njim. In takrat je upeljala en maksimo, ki se reče samo da ni Janša. Samo da ni Janša predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije. In to traja zdaj zelo dolgo. Torej zametke antijanšizma vidite že tam, v točki, ki ste omenili. Jaz ne govorim o zametkih, jaz govorim o čisti učinkoviti praksi. Konec koncev se je vrh Zveze komunistov Slovenije na čelu z Milanom Kučanom se odločil, da je treba Janšo umakniti, in ko Jugoslovanska ljudska armada ni hotela slišati za te zadeve, so prosili celo gospoda Dolanca, da je poklical osebno prvega človeka protiobveščevalne službe in rekel, da v Ljubljani imajo vendarle odtujen dokument. To je delala Zveza komunistov ves čas. Ste se kot osamosvojitelj sedaj znova aktivirali, tokrat kot predsednik koordinacijskega odbora za državne poslove in prireditve, da pomagate Janši pri demokratizaciji Slovenije? Jaz se nisem nič aktiviral, jaz sem samo zaprošen, če lahko v tem obdobju, ki je ostal do 35. obletnice, pomagam sestaviti vse deležnike za to, da bi lahko pripravili kolikor toliko dostojno slovesnost. To je pač padlo v čas prehoda iz ene na drugo vlado. Zadnjo proslavo je organizirala še oziroma vodila Petra Škofic, ki je prej vodila ta koordinacijski odbor. Mi smo se konsolidirali, kako je bilo to, vlada je v četrtek imenovala to koordinacijsko skupino, v ponedeljek smo se prvič sestali in pognali in usklajevali tisto, kar je treba uskladiti do konca, brez da bi bila koordinacijska skupina konsolidirana, da tako rečem, ali pa konstituirana, ni mogoče poslati ne vabil, ne povabiti vseh drugih deležnikov, ki so
pomembni za izvedbo take slovesnosti. Pa ste zadovoljni s končnim izdelkom, če se tako izrazim? Organizatorji ste obljubljali domoljubno proslavo, v kateri se bo človeku naježila koža. Se je vam naježila koža ob tej proslavi? Torej, jaz nikoli nisem zadovoljen z rezultatom. Vedno se da bolje. Ampak glede na to, kako malo časa smo imeli na voljo in ob dejstvu, da smo prevzeli zatečeno stanje, nekako se je bilo treba začeti pripravljati, jaz mislim, da bi se dalo tudi drugače. Ampak splošna ocena tistih, ki so si ogledali slovesnost ali pa so fizično na njej sodelovali, bodisi kot nastopajoči, predvsem pa tisti, ki so bili tam kot gosti ali pa kot domoljubi, ki so prišli v živo pogledati to, kar smo upredarjali tudi pred 35 leti, so več ali manj zadovoljni s tem, kar je bilo na voljo. Jaz seveda mislim, da je bila slovesnost vsega skupaj predolga, da bi zadevo morali skrajšati, da bi morali angažirati tudi nekatere vrhunske kapacitete, ki jih imamo na voljo, ampak v tem kratkem času se to ni dalo. Katere kapacitete imate tukaj v mislih? Govorimo o kakem simfoničnem orkestru, govorimo o kakem pevskem zboru, otroškem pevskem zboru. To so vse zmogljivosti, ki so na voljo in ki verjamem, da morajo biti za državno proslavo vedno na voljo, da ne more biti večje prioritete od tega. Sploh pa ne, če gre za 35. obletnico. Na kratko še nam pojasnite, kaj je bilo jedro spora oziroma nerazumevanja glede vabljenja praporjev, oziroma sploh tistih z zvezdo. Ne, prapori so bili vabljeni brez razlike, vsi na enak način, tako kot so bili vabljeni tudi že prej. Torej vsi so bili dobrodošli. Zakaj Ker pa gre za 35. obletnico slovenske države, pa je bil v vabilu zelo jasno napisan predlog, da se vsi prapori poklonijo tej državi tudi na ta način, da imajo gor svoje simbole te države. Jaz sem lahko povem, da ni bilo večjega izziva za nas kot dejstvo, da je tedanja skupščina pod predsedovanjem profesor dr. Bučarja sprejela zakon o državnih simbolih 24. junija in mi smo imeli samo 48 ur, da najdemo dovolj blaga in da izdelamo vse te tisoče zastav, ki smo jih potrebovali za to slovesnost, od največje tiste pred parlamentom kot normalne zastave za vse postaje milice, za vse državne inštitucije, za vse mejne prehode, za vse občine. Skratka, večje kampanje jaz v življenju nisem doživel kot tistih zadnjih 48 ur, ko smo morali ne le dobiti, narediti, ampak tudi distribuirati po vseh lokacijah. To je bila v mojem življenju največja muka. Na državno proslavo ste kot zaželene vabili vse, ki jim je Slovenija intimna opcija. Vprašal pa bi tako, je bil prvi demokratično izvoljen predsednik Republike Slovenije Milan Kučan nezaželen na tej proslavi, namreč iz desne vedno dobiva servirano, da mu samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Glejte, to si je predsednik zakuhal sam. Nihče mu teh besed, ki jih ponavlja iz leta v leto in ki mu jih zdaj tudi kdo javno objavi, ni podtaknil. To je njegova zgodba. Do kdaj mu to ni bila ali pa mu je intimna opcija, jaz tega preprosto ne želim komentirati. In tudi ne more biti on osrednja figura, v kateri se ves čas pogovarjamo v zvezi z samostojnostjo države. To preprosto ne gre. Jaz velikokrat moram povedati, da se je, ko gre za demokratizacijo in za demokracijo, zgodila demokracija zato, ker je leta 90 na volitvah zmagal Demos. To je bila predvolilna koalicija novih strank. Nobene dotedanje stranke ni bilo v tej koaliciji. In ker so si zagotovili sicer minimalno večino, in te večine ne bi bilo, če ne bi pristopili tudi zeleni kot zadnja stranka, tudi ne bi bilo nobene spremembe.
Tako pa je Demos lahko prevzel vodenje skupščine na eni strani in vodenje izvršnega sveta na drugi strani. Predkoalicijska pogodba je pravzaprav govorila o tem, dogovor, da bo najmočnejša stranka Demosa vodila tudi izvršni svet. In to je vse. Samo zato, ker so na eni strani te stranke dobile, na drugi strani so pa druge stranke. Jaz sem takrat kandidiral za ZSMS in sem bil predstavnik opozicije, ki ni bil izvoljen v tridomno skupščino. Samo zato, ker so bile dotedanje stranke poražene, je prišlo do drugačne opcije, do demokracije. In samo zato se je potem v nadaljevanju uspelo priboriti potrebno večino za razpis referenduma. Je bil dosežen dogovor, da je potrebna dvotretjinska večina, velika večina, in samo zato so ljudje imeli možnost in priložnost, da so se lahko opredelili v svoji prihodnosti. In udeležba in podpora samostojni Sloveniji je bila izjemna. Ne bom govoril o številkah, ampak mislim, da je ni bilo stranke, ki ne bi bila šokirana nad tako visoko udeležbo in nad tako plebiscitarno, enostransko opredelitvijo za samostojno Slovenijo. Ljudje so takrat razumeli, da je socializmom konec, da Jugoslavije ni več in da je treba ozemlje, prebivalstvo in gospodarstvo Slovenije izključiti iz razpadajoče Jugoslavije, ki je že gorela. Na Hrvaškem je že gorela takrat. Preskočiva zdaj na aktualno predsednico republike. Njen govor je bil, del govora je bil izvižgan na Trgu republike. A kot predstavnik organizatorji veste, kdo je izvižgal predsednico republike, ki je v svojem govoru v glavnem izpostavila, kako vidi grožnje pravni državi v Sloveniji? Sedel sem v prvi vrsti in res ne morem vedeti, kaj se je zgodilo od zadaj, ampak relativno dobro slišim in tisto, kar jaz lahko povem, je, da se je slišalo od zadaj. Ni bilo z bokov, bilo je od zadaj, prišlo je od zadaj, pa se je potem odbilo od odra nazaj. V demokraciji imajo ljudje vedno pravico povedati svoje mnenje. Na kakšen način to povedo, je pač njihova svobodna volja. Ampak jaz tukaj nimam kaj dodati. Sem se pozanimal, kako in kaj je bilo potem z ljudmi, ki so sedeli bolj od zadaj. V njenem govoru, ki se je začel relativno normalno in tudi navzoči so jo spremljali z zanimanjem, je bilo pač nekaj sporočil, ki so se nabirala in v nekem trenutku se je nekomu zazdelo, da je to preveč, ali kot bi rekla mlada generacija, too much. In ko se je oglasil prvi, so se oglasili mnogi drugi in tako kot sem prej rekel, za enega od predsednikov si je sam zakuhal vse, tudi v tem primeru si je sama vse zakuhala, tako da jaz ne sprejemam razlage, da je to bilo kakorkoli njej potaknjeno. Skratka, vsak odloča o svoji prihodnosti, vsak odloča o tem, kaj bo povedal, kdaj bo povedal, na kakšen način bo povedal, in to je sestavni del demokracije. Se ta odločitev, da sta dva slavnostna govornika izkazala za pravilno, namreč po besedah direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjana Jeretiča ste želeli z dvema govorcema pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država. A se je to na proslavi izkazalo? Jaz mislim, da se je izkazalo. Ljudje se niso ukvarjali z govoroma, ukvarjali so se s slovesnostjo. Ljudje so bili ponosni na svojo državo. Mi državo imamo, smo sestavni del Evropske unije, smo zavezniki v NATO, prvi smo vstopili v evroobmočje, prvi smo od novih članic predsedovali Evropski uniji, to smo zdaj dosegli že dvakrat. Država ima dosežke in na državo so bili ponosni. Sej, zato je šlo, to je bila državna proslava.
Kaj sta povedala govorca, je sicer pomembno, ampak tako kot imamo pregovor, vsake oči imajo svojega malarja, imajo tudi vsaka ušesa svoj register in slišijo tisto, kar jim je blizu. Jaz mislim, da je ta prvi del šel relativno v redu, potem pa je bilo več ali manj pravo ljudsko rajanje. Predtem pa smo imeli ceremonialni del od dviga ene in druge zastave. Zdi se mi zelo pomembno, da smo vendarle opozorili, da je študent Toman 7. aprila 1848 tukaj v Ljubljani v Wolfovi ulici iz svoje študentske sobe izobesil to slovensko trobojnico, narodno zastavo, ki ima svoje poreklo v zastavi dežele Kranjske znotraj Avstro-Ogrske, brez avstrijskih simbolov, in da smo to isto zastavo imeli v uporabi tudi leta 1819 po koncu prve svetovne vojne. Takrat je ta vlada za območje avstrijski del Avstro-Ogrske, ki se je kasneje priključil Jugoslaviji, imela to isto zastavo. Govorimo o državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je obstajala manj kot 2 meseca, ampak se je odločila, da bo to Tomanovo zastavo uporabljala kot svoj simbol, ni sprejela nobenega odloka v zvezi s tem, ker so se tudi takrat ukvarjali z grbom, kakšen ne bo, in tega niso uspeli narediti, ampak so se združili z kraljevino Srbijo, da je nastala potem kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Takrat so že imeli to zastavo in 12. junija leta 1991 smo s to zastavo želeli poslati glavno sporočilo ob razglasitvi samostojne Slovenije. Če sem prej govoril o tem, da je bila največja kampanja izdelati zastave v 48 urah, torej 24. je bila sprejeta ta odločitev, 12. pa je bila ta zastava, narodna zastava Republike Slovenije, razvita na Triglavu. Mi smo letos to ponovno obudili, 14 je še preživelih od 21, ki so takrat bili na vrhu Triglava, od snemalcev vašega Joca Žnidaršiča žal ni več, je pa Mirko Kunšič še vedno zelo aktiven, tudi gospod Kališnik, ki je to snemal za slovensko televizijo, je še tam. Torej, zastava je bila simbol v protokolarnem delu, tudi vsa letala in helikopterji slovenske policije, slovenske vojske, zaščita in reševanja, ki nosijo to zastavo in slovensko registracijo, so v čast 35. obletnice preleteli prizorišče in mislim, da je to bil dostojni del. Koliko je pa potem kdo zadovoljen z vsakim glasbenim ali pa pesniškim delom tega dogajanja, to je pa seveda stvar individualne presoje, tako kot sem rekel, za kaj drugega, vedno se da več in bolje. O teh okusih ne bomo razpravljala, zato, gospod Kacin, preskočiva zdaj na aktualni čas. V svoji karieri ste se veliko tudi ukvarjali z obrambnimi in varnostnimi vprašanji. Kot bivši obrambni minister in veleposlanik Slovenije pri zvezi NATO zelo dobro poznate tudi Izrael. Pa bi vas vprašal tako, se je obveščevalna agencija Black Cube vmešala v slovenski predvolilni proces? Jaz to ne vem, ampak jaz vem... Po tem, kar je po dokazih, ki jih je prezentirala obveščevalna agencija, so vas prepričali? Kolikor se jaz spomnim, je najprej nastopila Nika Kovač, pa Muki, pa en novinar Mladine. Jaz temu pravim udarna trojka Sove. Kot predvozači so prišli z nekimi obtožbami in potem je Nika Kovač rekla, dost je, nič več. In potem je nastopil gospod Kadivnik in potem še Vojko Volk.
To je vse precej megleno in jaz bi predlagal, da se ukvarjamo z dejstvi. Torej, ali je tukaj kdo iz Izraela odzadaj, to se bo vse še pokazalo. Podpirate parlamentarno preiskavo na to temo? To se bodo zmenili parlamentarci. Jaz samo vem iz zanesljivih virov, da so vozila Republike Slovenije prišla na parkirno ploščad k izraelskemu letalu in da so od tam vozila goste iz Izraela, kdo ve kam. Državna vozila, niso bile vozila stranke SDS. Taksistov, aha. A prav Ste kdaj že videl, da taksi pride na platformo letališča, letal? Ne, mislim, da to po varnostnih protokolih ni mogoče. No, torej. Aha, torej, lahko kaj več o tem pove, ker to ste načeli zelo zanimivo temo tukaj. Ne, to sem že večkrat povedal. V različnih, samo vi ste zadnji, s katerimi se pogovarjam. Bodo že odkrili in povedali. Kar zadeva Izrael, jaz sem bil v Izraelu večkrat, tudi na uradnem obisku sem bil tam. Izrael in Jugoslavija, če smem tako reči, imata dolgo vrsto let izjemno plodnega sodelovanja. Odnosi so se vzpostavili v ključnih fazah, ogromno Židov se je odpeljalo v Izrael preko Jugoslavije, največ jih je odhajalo z ladjami iz Bakra, tudi v Kvarnerju. Izraelci so celo posneli en film z naslovom Exodus, Paul Newman je igral v glavni vlogi, ki govori tudi o tem. Drugače pa mislim, da je največja taka, bom rekel, spektakularna operacija je prelet več 10 letal iz tedanje Češko-Slovaške preko Jugoslavije v Izrael. Takrat se je Izrael v prvi izraelsko-arabski vojni moral braniti in več kot 60 letal je poletelo iz Češko-Slovaške, pristalo v Nikšiću, kjer so jih prepleskali, dobili so jugoslovanske oznake in naprej so letela jugoslovanska letala v Izrael. To je bilo ključni del izraelske zračne obrambe v tisti prvi vojni. Pri nas je vedno zgodba o tem, da smo bili odvedkomaj neobraščeni z arabskim svetom in tako naprej. Ne, Jugoslavija je pri tem veliko pomagala. Jaz sem bil na uradnem obisku v Izraelu kot obrambni minister. Ko smo imeli formalno večerjo, sem tedanjemu premierju in hkrati še obrambnemu ministru Jicaku Rabinu poklonil brigadirsko sablo. Se mi je zahvalil, izrekel nekaj zelo toplih besed, šel za svojo mizo, kar je ostala njegova žena, Leila Rabin, in je pred celotno mojo delegacijo, ki je štela nekih 15 ljudi, povedala, da možu Jicaku zameri, ker ni povedal še kaj več. To, kar sem zdaj prej jaz govoril, skratka, takrat, ko nam je bilo najtežje, so nam oni priskočili na moč. Takrat je v pomoč. Takrat je bila Jugoslavija. Tudi nakup orožja, ne? Takrat je bila Jugoslavija in Leila Rabin je eksplicitno predvsem svojimi in našimi povedala. Mi vemo, da so bili Slovenci tam na čelu te inštitucije, ki je takrat kot tajna služba pomagala te stvari izpeljati. Od takrat je bilo polno sodelovanje. Tudi predsednik Kučan je Šajke Danu, ki je bil pandan našemu Slovencu, ki je to urejal, izročil visoko slovensko odlikovanje tik pred njegovo smrtjo v 90. letih. Jaz pa sem potem bil tisti, ki je za vlado Republike Slovenije pripravil predlog nakupov v Izraelu. To je bila edina država, ki nam je takrat v času balkanskih vojn, ko je bila Slovenija pod embargom, bila pripravljena dobaviti orožje in strelivo. Ker je veljal embargo, je bil dogovor, da v primeru, da pride do eskalacije, nam takoj dobavijo, sicer pa po izteku
embarga. Ko je iztekel Daytonski sporazum, je bil embargo dvignen, je ob 2 ponoči na Brniku bil izraelski jumbo jet, ki je pripeljal prvi 2 havbici in minojete in strelijo v skladu s pogodbo. Mi smo takrat celo vrsto nakupov iz temeljnih razvojnih programov realizirali s pomočjo Izraela in še danes najmočnejše orožje, ki ga imamo, to so havbice, so še vedno samo izraelske, nič drugega nobena vlada po tistem ni uspela kupiti. Torej, mi imamo z Izraelom dolgo obdobje tesnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja in verjamem, da se bodo odnosi odvijali tudi v prihodnje. Se bodo tako intenzivno nadaljevali tudi zdaj pod aktualno vlado, ki vemo, kako spreminja? Ne vem, kako intenzivni bodo, da se odzovemo na to vašo. Podvprašanje, ali bi priporočili, glede na to bogato sodelovanje Slovenije in Izraela, vladi, da kupuje oziroma tudi orožje, ki vemo, da ga bomo morali kupovati zaradi zahtev NATO, kupuje tudi v Izraelu? Jaz uporabljam zdravila, ki jih proizvaja izraelska firma Teva. Jaz zase želim najboljše. In mislim, da si tudi obramba Republike Slovenije zasluži najboljše. Če želimo biti učinkoviti, potem je za nas dobro le najbolje, kot poje Šifer. Na kratko se še hitro vrniva k aferi Black Cube. Komu je domnevno izraelsko vmešavanje koristilo? Sedanji ali prejšnji koaliciji, torej sedanji vladi ali aktualni opoziciji? Torej, najprej ne vem. Drugič, kolikor se jaz spomnim, je bila podpora SDS-u do izbruha te domnevne afere višja, kot pa potem volilni rezultat. Če bi človek domneval o tem, skratka, tako imenovana afera Black Cube je zagotovo bolj škodila SDS-u, kot pa Gibanju Svoboda ali pa Robertu Golobu. Ker je uspel s tem Golob mobilizirati volivce svojo korist. Torej, način njegovega nastopa je, kako bi rekel, bil kot v grških tragedijah, deus ex machina. Božanstvo se spusti z neba, pride na oder in postavi vse na svoje mesto. On je se spustil z neba in je začel sporočati, da gre za veleizdajo. To je bil. Znači, torej, Black Cube, ostra retorika. Black Cube je ena megla, za katero ne vemo. Tako imenovani Black Cube, ko se bo razčistil, bomo vedeli več, ampak za volilni rezultat pa ne bo več vplival. Ja. Nekateri na desnici pravi, oziroma kar razširjeno mnenje, da bi podjetju Black Cube morali postaviti spomenik v Ljubljani zaradi zaslug pri razkrivanju korupcije v Sloveniji. Torej spomenik, da ali ne? Jaz sem v tem svoje mnenje, ampak če smem, bi predlagal, da mi zastavite kakšno bolj aktualno vprašanje. Mi da se ukvarjamo ves čas z nekaterimi stvarmi, ki nas peljejo stran od bistva. No, 2 kratki, zelo aktualni. Podpirate prenos slovenskega veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem? Jaz nimam kaj podpirati. Ko se bo vlada do tega opredeljevala, takrat bomo pogledali vsi skupaj kot državljani tudi morebitne posledice, ali so dobre, ali so slabe, ali kakršnekoli že. Koliko jaz vem, gre samo za eno objavo v enem izraelskem časopisu, ki je neavtorizirana. Kaj točno je povedal predsednik vlade v tem pogovoru nadaljavo, ne vem, ampak če bi bilo kaj več na tem, bi zagotovo predsednik vlade to 2-krat podčrtal. Pa ni rekel še čisto nič o tem. Zato tudi izkušeni politiki pač odgovarjajo, da ni treba nasedati na mine presenečenja in se potem s tem ukvarjati. Zato pač vam jaz predlagam, da grejo na teme, ki so aktualne. Še na kratko, kakšno je vaše mnenje glede morebitnega odpriznanja Palestine?
termin odpriznanje ne obstaja. Torej, zdaj se bom pa zatekel, pa bom rekel odgovor enak prejšnjemu. Okay. Ja, sem se zatekel po pomoč. Greva še tudi zelo aktualnim varnostno-obrambnim zadevam, obrambnem trošenju, ki bo kar nekaj sivih las povzročala tudi tej vladi. Pa že prejšnja se ukvarjala z tem na svoj način. Vemo, da Slovenija zaostaja pri NATO-vih ciljih glede obrambnega trošenja, zato iz Bruslja že prihajajo graje. Golobova vlada je trdila, da Slovenija je lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, a zavezništvu niso kupili te razlage tega obrambnega računovodstva prejšnje vlade. Spornih je teh 330 milijonov za infrastrukturne projekte. Je ta koncept, to razumevanje obrambe skozi dvojno rabo tu dokončno padel v vodo v Sloveniji, bo treba to vse drugače zastaviti, kako bi vi kot bivši obrambni minister in tudi veleposlanik pri Zvezi NATO svetovali tej vladi, kako se naj loti teh zadev? Torej, ta vlada je koalicijska vlada, koalicijski partnerji so se dogovorili o tem, da obramba je prioriteta. Torej, gre za obrambne investicije. Vsa ta leta, zadnjih 15 let je slovenska obramba nazadovala in če sedanji predsednik vlade reče, da je v tem trenutku stanje slovenske obrambe slabše, kot pa je bilo v času razglasitve samostojnosti, je to zgodba, o kateri bi se morali pogovarjati. Prejšnja vlada, prejšnja koalicija ni imela nobene obrambne politike. Imela je eno stranko, ta stranka se je imenovala Levica z velikim L in njena diktatura je povzročila, da znotraj te koalicije ni bilo nobenega razumevanja za kakršenkoli obrambni nakup. In obramba je nazadovala. Torej, v Zvezi NATO, katerega del smo mi, gre za kolektivno obrambo. In brez orožja, oborožitve in opreme mi ne moramo biti del kolektivne obrambe. Če ne moramo braniti sebe, ne moramo braniti tudi nobenega drugega. Tu so nujno potrebne investicije. Sosednja Hrvaška se je odločila, da vzame kredit pri Evropski uniji in dogovor je, da vse, kar je kupljeno iz tega kredita, in seveda to je hardware, to je vojaška oborožitev, je oprema, so zveze, neposredno orožje v narekovajih za potrebe oboroženih sil. Ne gredo v proračunski primanjkljaj. Ne, mi smo se odločili drugače. Ne, mi ne bomo vzeli kredita. Mi bomo vse financirali sami. Tudi zato, da je vlada imela izgovor, da nima sredstev, da ni bilo potrebno kaj kupiti. Vse je bilo že dogovorjeno za nakup 8-kolesnikov nekajkrat. Na koncu je bila spet odločitev, da nakupa ne bo, ker se zdaj išče kompatibilen del za obrambo pred droni. In spet je bil nakup odložen. Namesto tega se je prodajalo meglo zavezništvu in zavezništvo se je pač odzvalo. Ko je enkrat dovolj, je dovolj. Slovenija je neverodostojna, preprosto zato, ker še vedno do tega trenutka, do te vlade ni hotela razumeti. Še enkrat ponovim. Vsaka zaveznica je dolžna poskrbeti za svojo lastno obrambno sposobnost. Le če ta ne zadošča, imamo kolektivno obrambo in druge zaveznice pristopijo. To, da pa sama sebe razorožuje v upanju, da bo zmanjkalo streliva, pa da bo mehanizacija, da uporabljam termin, kot je včasih rekel Šarc, minister je govoril o tem, da se je žicka predsvikala. Da vsa mehanizacija zariba, tak način ne pelje nikamor. Treba je nadoknaditi zamujen. Zaradi tega, ker se tega zamujenega kar nekaj nabralo, kakšne težave utegne imeti predsednik vlade na bližajočem se vrhu Zveze NATO kot veleposlanik? Dobro poznate to dinamiko v Zvezi NATO?
Na vrhu se o tem ne bodo pogovarjali. Jaz mislim, da bo predsednik vlade zagotovo povedal, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da nadoknadi zamujeno. Iskali bomo mehanizme. Problem je pač v tem, da so čakalne vrste vse daljše. Če bi kupili, ko je bil čas za to, bi dobili več, hitreje in ceneje. Zdaj bo precej zapletov v zvezi s tem. Vedno pa obstojijo mehanizmi in strateški dogovori, da se del oborožitve morda izposodi za določen čas, dokler ne pride tisto, kar bo naročeno za dolgi rok. Izposodi, kaj mislite? Ja, skratka, veste, kaj je izposoja? No, torej. Kje oziroma od koga? Ja, samo od zaveznikov. Samo od zaveznikov. Če so pač potrebe, da se začne pravočasno oborožene sile pripravljati na novo opremo, se jo lahko tudi izposobi, zato da vsaj to teče in da se potem sukcesivno, ko prihaja, to tudi uvaja in uporablja. Imamo pa hude primanjkljaje in tudi za to, da bi vojaški poklici bili zanimivi za mlajše generacije, zahteva, da se čim prej pokaže, da Slovenija z obrambo misli resno. Če pač ne bo nobenih nakupov, kdo bi videl svojo prihodnost v vojaškem poklicu? Lepo vas prosim. No pa, da sem še bolj konkreten. Ne? Dajte. Tudi poveljniški kader se mora usposabljati z uporabo lastnega orožja. Z lastnim orožjem je potrebno sodelovati na skupnih vojaških vajah in vse te postopke obvladati. Samo v tem je priložnost in možnost za učinkovito kolektivno obrambo. In mi moramo za osebni razvoj, za napredovanje naših častnikov, za pridobivanje vseh kompetenc znotraj zavezništva poskrbeti, da bodo imeli enakopravne možnosti za svoj oseben razvoj in napredovanje. Za konec pa poglejva, kaj se dogaja v Sloveniji z liberalno opcijo. Ne? Vi ste bili dolga leta eden od najvidnejših obrazov stranke LDS, na koncu ste jo tudi vodili. Kaj se dogaja z liberalno opcijo po razpadu LDS? Pač videli smo te razne inkarnacije bolj ali manj liberalnih strank. Zdi se tudi iz pogovora in nasploh, da liberalci v teh inkarnacijah niso več vaša intimna opcija. Torej, jaz sem na prvih demokratičnih volitvah kandidiral na listi za SMS. In sem bil v Demosovi vladi kot član liberalne demokracije Slovenije, tako kot so bili tudi ministri ali pa ministrice iz tedanje Zveze komunistov oziroma socialnih demokratov. Kadrov je manjkalo vsaj za 3 iz SD-ja, vem, ki so bili v Demosovi vladi vsi zelo opazni, od 26 ministrov. Jaz sem potem leta 1992 kandidiral na listi demokratov na predsedniških volitvah. Demokratom je šlo takrat slabo, Drnovšek je zmogel brez njih sestaviti vlado. Potem je prišlo do združitvenega kongresa, ki sem mu celo predsedoval z zelenimi in socialisti, demokrati in liberalno-demokratsko stranko. Nastala je velika LDS, ki je potem dolgo časa imela stvari v rokah. Ključen problem slovenskih liberalcev ves čas je bil, da so se pojavili kot leva sredina. Liberalcev ni nikjer v levi sredini, nikjer v Evropi jih ne boste videli tam. Videli jih boste na sredini, ampak tudi na desni. Ja, predvsem na desni sredini. Tam so liberalci. Ker filozofija liberalizma zahteva osebno odgovornost za svoj razvoj in za napredovanje. To je podjetniška miselnost. To, kar smo imeli pa zdaj le zadnja 4 leta, je bila pa, da karikiram, zgodba o levici z velikim L, z bajoneti, s katerimi kapitaliste naženemo v morje. Torej, to ni neka demokratična opcija, oprostite, to je diktatura. To so norosti o socializmu kot svetovnem procesu. To pri nas je pač obrodilo v tem trenutku take sadove, da so tako Gibanje Svoboda in socialdemokracija popolnoma padli pod njihov vpliv. Jaz temu rečem
če binovanje to ne pelje dobesedno nikamor. In ko se bomo tukaj pri nas normalizirali, potem bomo imeli tudi nekoč močnejšo liberalno opcijo, ki pa bo sredinska opcija in ne bo leva opcija. Ta leva ideologija ne pelje nikamor, to je pač rdeča zvezda kot svetovni proces, ampak temu ni tako. Pri nas tudi ni noben problem z rdečo zvezdo, dokler pod rdečo zvezdo ne vidimo pobojev in revolucionarnega nasilja. To je ta nasilna ideologija, ki ne sodi v ta čas. Jaz sem zelo ponosen, da smo uspeli leta 1991 tisto zastavo Socialistične republike Slovenije, slovensko Tomanovo trobojnico z petokrako zvezdo, spustiti z droga pred parlamentom, jo spoštljivo zložiti in odnesti v muzej. In dvignili smo novo zastavo. Nismo imeli zastave, tako kot v nekaterih drugih državah, ko so zvezdo izrezali in so pol plapolale one strgane zastave. Mi smo neko poglavje zaprli. In zaradi tega se mi zdi, da bi morali tudi tukaj, ko gre za to rdečo zvezdo, ločiti dve zadevi. Eno je bojni prapor iz časa osvobodilne vojne, drugo je pa revolucionarno nasilje, ki se je preko komisarjev dogajalo tudi že takrat, ampak drugo so pa pol izvensodni pogoji po drugi svetovni vojni. In dokler tega ne bomo razumeli, bomo imeli težave s temi zvezdami na praporih. Prapor je sestavljen iz droga in iz prapora samega in na vrhu droga je še kokarda. Tisto, kar jaz pričakujem prihodnje, je, da se bomo pogovarjali o Republiki Sloveniji kot samostojni državi in tam gor v tem trenutku ni prostora za zvezdo. Tam je prostor za državni grb. Prapor, ki pa visi na takem drogu, pa lahko nosi obeležje katerekoli bojne enote iz časa druge svetovne vojne, ki je osvobajala Republiko Slovenijo. Gospod Kacin, hvala za pogovor. Hvala za povabilo.